Spoštovani, prihajajo ministrica za obrambo, ministrica za notranje zadeve in državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje. Skupaj letimo za življenja smo poimenovali današnji dogodek, pri čemer je jasno, da helikopter z napredno tehniko ostaja nemočen brez prispevka človeka. Brez vas, spoštovani zbrani, ki v vseh svojih velikih dejanjih ostajate skromni. K besedi vabim ministrico za obrambo, Andrejo Katič, prosim. Spoštovani, spoštovane, najprej en lep pozdrav in iskrena hvala vam, spoštovane reševalke in reševalci, vsi člani ekip. Najlepša hvala vam za vaše delo, ki ste ga opravili, in najlepša hvala vam za vaše delo, ki ga boste še opravili. Spoštovana kolegica ministrica, spoštovana državna sekretarka, sodelavci vseh treh resorjev, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za obrambo. Veseli me, da smo se danes srečali tukaj, saj za lansko leto vemo, da je žal naše srečanje iz znanih razlogov odpadlo. Začetki helikopterskega reševanja v gorah v Sloveniji segajo v leto 1967-68, Slovenska vojska se je temu priključila v letu 1993. In danes tako Slovenska vojska kot Slovenska policija skupaj zagotavljata nemoteno helikoptersko reševanje v Sloveniji. In če je kje, potem je zagotovo na tem področju zelo nujno potrebno, dobro in usklajeno sodelovanje vseh služb, vseh akterjev, ki so vključeni v to, zato da imamo in da lahko uresničimo naš skupen cilj, to je pomagati pomoči potrebnim. In ne glede na to, da je uvodna napoved bila, da brez ljudi ni ničesar, strinjam se s tem, vendar na tem področju pa je še kako pomembno, da je tudi tehnika brezhibna. In zagotovo se danes vsi zavedamo, da je žal naš vozni park malce starejšega letnika in da bo tukaj tudi potrebno veliko vlaganj v bodoče. In glede na to, da je Ministrstvo za zdravje tisti, ki določa nam strokovni okvir, Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za obrambo pa so izvajalke ukrepov, pravijo, da ne smemo biti predolgi, ampak zagotovo bi rada navedla samo nekaj podatkov. Pripadniki 151. helikopterske eskadrilje so letos v reševalnih akcijah posredovali že 329-krat, od tega 181-krat pri reševanju v gorah, 148-krat pa so poskrbeli za helikoptersko in nujno medicinsko pomoč, sodelovali so pri iskanju pogrešenih in se vključili v gašenje požara. Pri tem so pripeljali 366 poškodovanih ali obolelih in naleteli 503 ure. In glede na vse težave, s katerimi smo se srečevali v letošnjem letu, smo opravili pretežni del nalog na letalski bazi v Brniku in pozdravljamo tudi letošnje odprtje sistema v Mariboru, tako da imamo v širšem delu pokrito Slovenijo. Če bi lahko se samo še s parimi besedami dotaknila vaše vloge, spoštovane ekipe reševalne pomoči, vem, kako lepo je leteti v lepem vremenu. Ne predstavljam pa si, kako je takrat, ko so vremenske pogoji malce manj prijazni ali celo neprijazni. Tako da se vam zahvaljujem za vso vaše strokovno znanje, za vse, kar ste vložili v to, da ste učinkovito pomagali tistim, ki so bili pomoči potrebni. Prav tako bi rada izpostavila, da
Verjetno se soočate vsi skupaj z velikimi travmami, ko morate pomagati ponesrečencem. In včasih je ta pomoč soočena tudi z marsikaterimi kritičnimi in težkimi momenti. Tako da hvala vam tudi za to plat. In predvsem pa si ne predstavljam, kako je čustva vseh ponesrečencev, ki pa potem so uspešno deležni vaše pomoči. Tako da tukaj je en širok del, katerega slovenska javnost mogoče niti dobro ne pozna. Se pravi, kako vrhunsko morate biti vi usposobljeni, kako morate tudi nuditi vso ostalo pomoč in seveda tudi velika zahvala vseh tistih, ki so bili kadarkoli vključeni v reševalno pomoč. Žal pa se pri reševanju in usposabljanju dogajajo tudi tragedije in na tem mestu mislim, da je prav, da se spomnimo tudi vseh reševalcev, ki so izgubili življenje ali pa so bili v kakšni akciji poškodovani. Hvala vam za vse vaše napore v preteklosti. Hvala vam za vso vašo pomoč v prihodnosti. Predvsem mislim, da nas vsa tri ministrstva čaka kar nekaj dela, zato da tudi v prihodnosti rešimo to, kajti letos bo poteklo okoli 10 let, mislim, da 1. decembra, ko smo imeli poskusno uvajanje. V tem času se vi sami predlagali vrsto sprememb, ki jih je potrebno narediti v tem področju in menim, da vsa tri ministrstva čakajo izzivi in verjamem, da bomo skupaj z vami, z našim medsebojnim dobro sodelovanjem te izzive tudi rešili na takšen način, da bo naše skupno delo v prihodnosti še boljše in da bomo lahko še bolj učinkovito pomagali vsem, ki so pomoči potrebni. Hvala vam za vaše delo in srečno v prihodnje. Spoštovane in spoštovani, želim vam veliko usposabljanja, veliko sodelovanja, predvsem pa čim manj realnih situacij, v katerih bomo morali nuditi pomoči potrebnim. Srečno. Zdaj pa k besedi vabim ministrico za notranje zadeve, magistrico Vesno Györkös Žnidar. Izvolite. Dogodkov, kot je današnji, sem zelo vesela, saj so tukaj v ospredju tiste enote in njeni člani, katerih poslanstvo je tako plemenito, kot je vaše, in sicer hitra in profesionalna pomoč ljudem ter reševanje življenj. To od vseh članov reševalne helikopterske ekipe zahteva neizmerno predanost, pogum, znanje in usposobljenost. Vaše dolgoletne izkušnje, medsebojno zaupanje in povezanost tvorijo odlično kombinacijo, katere največji uspeh je nedvomno rešeno življenje ob naravnih nesrečah in nesrečah v gorah, pri prevozu dojenčkov v inkubatorjih ter bolnih in poškodovanih ljudi. Začetek delovanja letalske policijske enote sega v leto 1967, ko je takratna milica v uporabo dobila prvi helikopter. Že leto kasneje je policijski helikopter prvič sodeloval pri reševanju v gorah. V 80. letih so se nato ponašali s helikopterjem, ki je bil preurejen izključno za prevoz bolnikov in ponesrečencev. Za takratni čas je bil helikopter pravzaprav prava mala leteča ambulanta z opremo za prenosni inkubator in vzdrževanje oziroma ohranjanje življenjskih funkcij. Danes ima letalska policijska enota sodobno medicinsko opremo za reševanje v gorah, med njimi opremo za prevoz bolnikov in dojenčkov ter posebna nosila, ki se z vitlom spustijo do ponesrečenca. Primerov, ko so helikopterji in njihova posadka pomagali pomoči potrebnim ali preprečili hujše posledice, je nešteto. In najbrž so jih tudi pripadniki letalske policijske enote že prenehali šteti. Podatki namreč kažejo, da so humanitarne naloge te enote takoj na drugem mestu za razumljivo policijskimi nalogami. Pa vendar sem prepričana, da vsak od vas v sebi nosi dragocen spomin na tiste najbolj ljube in ganljive, pa tudi pretresljive in težke dogodke v svoji karieri, ob katerih nobeno človeško srce ne ostane brezbrižno. In tako je prav,
kajti prav ti dogodki, ki ostanejo zapisani v vas delajo še bolj posebne in vredne spoštovanja, predvsem pa tudi ljudi z veliko začetnico. Vaše delo je tako tudi v širši družbi prepoznano kot izjemno pozitivno in cenjeno, česar roko na srce ni prav lahko doseči. Helikoptersko reševanje ni enostavno delo, tudi ni rutinska služba od 8 do 4. Je pravzaprav poslanstvo, ki terja celega človeka, predanega in požrtvovalnega, in kar je še najbolj pomembno, v eni osebi zahteva in združuje odličnega strokovnjaka, ki se znajde v težkih in nepredvidljivih okoliščinah, hkrati pa zaupanja vrednega sodelavca, na katerega se lahko visoko v zraku 100% zaneseš. To so odlike, ki jih je treba spoštovati, še posebej v današnjih časih, ko v pričakovanju čim hitrejše izpolnitve svojih pogosto malenkostnih in sebičnih zahtev nemalokrat pozabimo na sočloveka in hote ali nehote spregledamo njegovo stisko ali klic na pomoč. Spoštovani, ponosna sem, da sem danes lahko v vaši družbi in vam ob tej priložnosti se tudi iskreno zahvaljujem za vašo pripadnost in neizmerno človekoljubnost pri vašem delu, ki ga opravljate. Želim vam še veliko srčnih zgodb v zraku, ki vas bodo polnile z notranjim zadovoljstvom in vam dajale tudi polet za vaše nadaljne uspehe pri reševanju. Hvala. V izvedbi trobilnega kvinteta z bobnarjem policijskega orkestra je pravkar izvenila skladba Magnifica Samo ljubezen. Upam si trditi, da je tudi ljubezen tista, ki posameznika v reševanju žene naprej. Poleg srčnosti in predanosti je to ljubezen do življenja in sočloveka, ki potrebuje pomoč. In te odlike posameznika povzdigujejo iz povprečja množice. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, Nina Pirnat, izvolite. V veliko veselje mi je, da lahko nagovorim člane ekip, ki aktivno sodelujete v sistemu helikopterskega reševanja. Vaša vloga v sistemu nujne medicinske pomoči je izjemna. Dejavnost helikopterske nujne medicinske pomoči odločilno prispeva k preživetju hudo poškodovanih ali obolelih oseb ter njihovemu hitrejšemu okrevanju. Pomemben del vaših nalog predstavlja tudi zagotavljanje medbolnišničnih prevozov in prevozov inkubatorjev v primerih, ko prevoz po cestah zaradi narave poškodbe oziroma obolenja ni primeren. S to dejavnostjo pomembno izboljšujete zdravstveno oskrbo prebivalcev Slovenije, marsikdo pa se za svoje življenje lahko zahvali ravno vaši intervenciji. Ponosni smo na vaše delovne uspehe, ki jih v težavnih razmerah dosegate zdravniki, zdravstveni tehniki, diplomirani zdravstveniki, letalski reševalci, piloti in vsi ostali, ki ste vključeni v sistem izvajanja reševanja s helikopterji. Pretekli uspehi so pokazali, da imamo v Sloveniji izjemne strokovnjake, ki sodelavci in partnerji zagotavljate kakovostno zdravstveno obravnavo. Le-ta je medicinsko povsem primerljiva z najbolj razvitimi enotami helikopterske nujne medicinske pomoči v drugih državah. To potrjujejo tudi mednarodne raziskave. Leta 2003 je bila vzpostavljena prva služba helikopterske nujne medicinske pomoči v Sloveniji, decembra 2006 pa je ta služba prešla v redno delovanje. Lahko se pohvalimo, da smo prav v tem mesecu odprli še eno težko pričakovano bazo helikopterske nujne medicinske pomoči, in sicer z letališča Edvarda Rusjana v Mariboru. S tem pomembno zmanjšujemo razlike glede dostopnosti do storitev nujne medicinske pomoči v severovzhodnem delu Slovenije, kakor tudi med odročnimi kraji in mesti. Zavedamo se, da se ob svojem delu soočati tudi z določenimi težavami.
Včasih je težavna sama aktivacija helikopterja za namen nujne medicinske pomoči, potrebna bi bila večja integracija enote helikopterske nujne medicinske pomoči v sistem nujne medicinske pomoči, iz določenih predelov enote helikopterske nujne medicinske pomoči aktivirajo zelo redko. Na Ministrstvu za zdravje pričakujemo, da bodo navedene težave za vzpostavitvijo dispečerske službe zdravstva občutno manjše, saj bo aktivacija enot, tudi helikopterske nujne medicinske pomoči, poenotena preko dispečerskih centrov v zdravstvu. Na podlagi ustreznega algoritma bo enota helikopterske nujne medicinske pomoči aktivirana hitreje in takrat, ko bo njena intervencija potrebna. To bo zagotovilo še dostopnejšo nujno medicinsko pomoč, zdravstveni dispečerji pa bodo imeli pregled nad vsemi razpoložljivimi enotami nujne medicinske pomoči in bodo lahko na ta način ustrezno usklajevali intervencije. Z novim pravilnikom o helikopterski nujni medicinski pomoči bo za delovanje mešane helikopterske nujne medicinske pomoči in gorske reševalne službe vzpostavljena tudi pravna podlaga. Seveda se bomo ob tem trudili, da boste imeli pri opravljanju vaše dejavnosti zagotavljene čim bolj kakovostne pogoje dela. Veseli me, da smo se skupaj udeležili današnjega dogodka, skupaj letimo za življenja. Ob tej priložnosti se vam iskreno zahvaljujem za vaše požrtvovalno delo, vam čestitam za mnoge uspehe v preteklosti in želim čim bolj uspešno delo tudi v prihodnje. Ob prihajajočih novoletnih praznikih pa vam želim obilo zdravja, uspeha in pa predvsem dobre volje pri upravljanju vašega poklica. Hvala. Druženje, ki sledi v nadaljevanju, je priložnost, da z nami delite izkušnje in zgodbe, ki jih pišete reševalci. Nimajo vedno srečnega konca in skoraj zagotovo pustijo pečat na duši posameznika. Zato imam danes izjemno priložnost, ko lahko tudi v imenu tistih, ki tega niso zmogli, izrečem hvala. Zato, ker ste in boste še naprej naši veliki junaki. Želim vam lep dan, uradni del pa končujemo z orkestrom Slovenske vojske in skladbo Tam, kjer sem doma. Jaz dodajam, živijo veliki ljudje. Lep dan še naprej.